Dobrodošli v zadnjem Sensa podcastu tega leta. Danes bomo malo pogledali tole leto, ki odhaja iz astrološkega vidika, potem pa seveda nas bo še bolj zanimalo leto 2023, kaj nam obetajo planeti oziroma naravni ritmi vesolja, nam bo povedala naša današnja gostja, Jyotish svetovalka Tina Pipan. Tina, dobrodošla. Živjo. Evo, spet po enem letu se srečava. Ja, me veseli. Povej, kakšno je bilo tvoje leto 2022, po čem si ga boš zapomnila? Videla sem na Facebooku, da si veliko potovala končno po tistih koronskih časih. Mogoče poveš tudi, kateri kotički so te najbolj prevzeli v tem letu? Moje leto je bilo zelo preobražujoče, bom rekla, polno enih globokih uvidov, polno ene samorefleksije, ki je včasih tako, bom jaz rekla, boleče iskrena. Ampak po drugi strani, ja, tako kot je bilo preobražujoče, tako je bilo tudi na trenutke zelo lepo. Ja, jaz pa moj partner rada potujeva, tako da tudi letos sva obiskala ene par kotičkov sveta. In absolutno sva se najbolj navdušila nad Azori, portugalskimi otočki sredi Atlantika, ki so tako divje, noro, odbito lepi, zeleni, sploh za nekoga, ki ga navdušuje narava, tako kot mene pa mojega dragega, je to bilo nekaj najlepšega, kar sva lahko sploh odkrila. Tako da se mi zdi, da so bili ti Azori oziroma to potovanje tako kot en tak balzam za dušo. Po napornih 2 letih, ki so za mano, za vsemi nami. Tako. Zdaj predvidevam, da imaš tudi v natalni karti ziher zapisana potovanja. Ja, a veš, kako je? Nikoli ni samo en dejavnik tisti v rojstni karti, ki govori o potovanjih. Vsako karto, vsako sliko neba lahko razdelimo na 12 delov, oziroma jo vedno razdelimo na 12 delov. To je 12 znamen in teh 12 znamen, astroloških znamen oziroma znakov, se upade v 12 hiš, oziroma po Jyotishu mi temu rečemo bave. In to so vsa področja našega življenja. In ja, tudi potovanja so nekje zapisana v vsaj 2 teh hišah. Tako da ja, jaz imam kar gužvo v teh hišah, ki so povezane s potovanji. To je eden izmed dejavnikov, ki lahko nakazuje na to, da oseba rada potuje ali pa raziskuje malo čez planke. Tako. Zdaj tudi znamenje strelca pogosto povezujemo s potovanji, s pustolovščinami. Ljudje, ki imajo močno prisotno znamenje strelca, so tudi ponavadi nagnjeni k potovanju. Lahko so. Ampak ne bi se pa mogla strinjati, da je to pa edino znamenje, ki rado potuje. Jaz sem po Jyotishu rakica in rakom vedno vlada luna. In luna je od vseh naravnih principov, ki jih mi opazujemo, seveda ni planet, astronomsko gledano, ampak je naravni princip in luna je najhitrejša. Luna izredno rada potuje, se premika, je hitra, spremenljiva. Tako da tudi Luna je vezana lahko na potovanja, tudi Merkur je lahko vezan na potovanja. Tako da več v bistvu dejavnikov pa znamen oziroma planetov naravnih principov je, ki so s tem povezani. Ja, zanimivo, ker za raka govorijo najbolj materinski, tak dom mu veliko pomeni. Ja, ne, sej mi dom veliko pomeni, ja. Zato pa je moje mnenje, da kadarkoli mi govorimo o astrologiji, ne smemo preveč posploševati. Zato, ker preprosto mi ne moramo vse ljudi razdeliti na 12 v bistvu kolupov, in kar v bistvu posplošiti. Tako da, ja, je Jyotish karta, pa najbrž katerakoli astrološka karta, je preplet toliko enih različnih dejavnikov, da je treba res vse upoštevati. Ja, zdaj Jyotish je vedska astrologija, ja. To sva kar predvidevali, da vsi vejo. Ampak, Ja, Jyotish je vedska astrologija, jaz temu pravim, da je to znanje o naravnih ritmih, o tem, ko smo povezani z naravnimi ritmi, ker ritmi zgoraj pač delujejo oziroma istočasno, sinhrono so aktivirani tudi v nas, v našem življenju. Je pa zelo pomembno, mogoče je smiselno, da to poveva pa omenva,
Džotiš pri svojih izračunih upošteva sideralni zodiak. To je majhen drugače kot zahodna astrologija, zato da če se bo v kakšni stvari tudi za naprej za leto 2023 pogovarjali, da bojo vedeli, no, da mi gledamo v bistvu stvari skozi sideralni zodiak, to pomeni dejansko stanje na nebu. In obstaja 23-stopinjska razlika med tem tropičnim zodiakom, ki ga zahodna astrologija upošteva, pa tem, kaj je dejansko na nebu, oziroma tistim, kar Džotiš vzame za osnovo pri proučevanju teh naravnih ritmov. No, začeli smo s tvojimi potovanji. Mogoče nam sam še poveš, zakaj se ti zdi koristno, da ljudje potujemo, ali pa sploh mi, mogoče ljudje, ki ne potujemo pogosto, zakaj je dobro, da bi pa kdaj šli vse en mal dal. Zdaj, potovanja so v bistvu mene ena taka nora zakladnica znanja, pa izkušenj, pa modrosti, pa dejansko toliko enih stvari, kot sem se jaz naučila na potovanjih, sem se malo kje. Na potovanju si vržen iz cone udobja. Jaz pa verjamem in tudi vidim, no, da mi lahko delamo neke spremembe samo takrat, kadar si upamo iti ven iz cone udobja. Ni treba za to iti nujno na potovanja, ampak potovanja te avtomatsko vržejo iz cone udobja. Po eni strani doživljaš lahko noro lepe stvari, po drugi strani si pa velikokrat, premražen, lačen, utrujen v situacijah, ki niso idealne, in ki si včasih misliš, kaj mi je bilo tega treba. Ampak po drugi strani pa vidiš, pa spoznavaš, različnost. To, da smo si različni, to, da različne kulture, različne običaje, različno naravo, različne ljudi in to učenje, no, preko stikov z ljudmi, kulture, naravo, živali, to se mi zdi, da res daje eno tako širino, da mogoče poj tudi doma kakšne stvari drugače dojameš. Pa še eno stvar bi povedala. Noro hvaležni smo lahko in noro privilegirani smo zato, ker živimo v takem naravnem okolju, kot živimo. Mogoče je to včasih sami iz vidika ene majhne Slovenije si težko predstavljati, pa si mislimo, kaj vse tukaj narobe, jaz bi spokoj pa šel. Ampak v resnici, ko gremo mi malo po svetu, pa ne mislim zdaj samo razvite države, ampak ko gremo tudi v predele, ki niso razviti, takrat majhen bolj začnemo ceniti to, kar tukaj imamo. Od svežega zraka, od to, da nam iz pip teče voda, ki jo lahko pijemo. Noro smo lahko hvaležni. No? In to je tudi ena stvar, ki ti jo potovanja dajo. Da znaš ceniti to, kar imaš doma. Pa tudi, če si pa ne moreš privoščiti, imamo pa tudi v Sloveniji to kotičko, ki se jih da raziskovati. Seveda, absolutno. Tako kot rada raziskujem svet, tako, skoraj ni vikenda, da ne bi šla malo raziskati kakšen konc Slovenije. Slovenija je čudovita. Zdaj, kot vemo, si učiteljica, predavateljica in svetovalka vedske astrologije Džotiša. Že lani si nam malo osvetlila leto 2022, tvoje, ne bom rekla napovedi, ker vem, da v Džotišu beseda napoved ni najbolj primerna. Analiza leta 2022 je bila zelo relevantna lani. Tako da me pa zdaj zanima, zdaj kaj konc leta, pa gledaš nazaj, kako vidiš to leto v povezavi s planeti, kakšne povezave, kakšni dogodki, ki so se zgodili letos, mogoče malo retrospektiva leta, ki je za nami. Meni se zdi v bistvu, da je bilo to leto, ki je za nami, da smo mogli vsak za sebe, seveda na osebnem nivoju, narediti neko integracijo lekcij, ki sta nam prinesli jih 2 leti prej. Ta integracija ni nujno, da je bila samo srečna, lahko je bila tudi boleča, zato ker smo na nek način mogli vse stvari, ki so se nam zgodili, na novo postaviti, na novo vrednotati. Veliko enih stvari se je v teh 2 koronskih letih pokazalo. Ljudje so se soočali z zdravstvenimi težavami, ogromno je bilo v bistvu enih čustvenih težav, ogromno je bilo finančnih težav. In zdaj kar naenkrat, na srečo, to se je
po Džotiš naravnih ritmih se je nekje nakazovalo, da bo leto 2022 tisto, ko se bojo stvari premaknile v tej smeri, da bo malo več spet svobode. In ta svoboda se je na neki ravni vrnila, ampak ne moramo se mi delati, da kar 2 let ni bilo, ker so bila in so pustila pečata. In vsak se v bistvu, se mi zdi, vsaj tako, kot sem jaz imela in imam stike s svojimi strankami, vsak se na svoj način sooča, kako zdaj te stare izkušnje od bolečih do mogoče lepih integrirati in to naprej v bistvu nestane. Ja, zagotovo je bilo po naravnih ritmih splošnih, se je v bistvu zopet malo svoboda navidezna ali pa dejanska pač povečala. A po drugi strani smo pa bili priče novi vojni, torej ukrajinski in iz tega vidika to je pa zgodba, ki se lahko mogoče vleče še naprej, tudi v leto 2023. In to je tisto, na čemer moramo, po mojem mnenju, globalno delati, na tem, kako v bistvu mir vnašati naprej v bistvu v svet. In ne moram jaz osebno končati te vojne, ne moraš jo ti, ne morajo na individualnem nivoju nihče. Ampak lahko pa ozavestimo, kako znotraj sebe postavimo vsak dan sproti majhen miru. To bi že tako mogla, pa ne, zato ker smo velikokrat vrženi v kaos življenja. Tako da se mi zdi, da je to en tak izziv, ki ga lahko nesemo naprej v 2023. Še nekaj se mi zdi ful pomemben, to vprašanje samooskrbe, vprašanje tega dejansko naravnih virov, prehrane. Čim več je v bistvu treba, po mojem mnenju, slediti naravi, poslušati naravo, iti v lokalno samooskrbo, podpirati lokalne kmete, lokalna podjetja. Tako da to je tudi, se mi zdi, ena izmed lekcij tega obdobja. Tako. Zdaj, ko si omenila vojno v Ukrajini, jaz se spomnim takrat, ko se je začela, je glih Adrijan Kezelej, hrvaški učitelj Džotiša, verjetno je tudi posredno tvoj učitelj. Ja, je bil med prvimi, tako. Ti je takrat objavil na Facebooku oziroma pač nek tekst, mislim, da si ga tudi ti delila, kako se je vojna začela točno na nek astrološki trenutek. Mislim, da je bil Mars nekako postavljen, ne spomnim se kako, ki je tak planet vojne. A to pomeni, da se pol tudi zlorablja to znanje, recimo astrologije, Džotiša v neke take bolj temne namene? Ali kaj veš, imajo te vodje tudi pol kakšne astrološke svetovalce? Ali? Jaz ne vem, uradno, seveda, ampak jaz mislim, da trenutek napada Rusije na Ukrajino je bil astrološko zelo dober, ne dober za človeštvo, pa za to, kar se je kasneje dogajalo, ampak je bil v bistvu izbran, po mojem mnenju, ali naključno, slučajno, ker je v bistvu po vsej verjetnosti malo verjetno, ali pa v ozadju morda so ljudje, ki svetujejo tudi pri takih ne najbolj uravnovesenih odločitvah. In znano je, da vse je znano tudi za Hitlerja, da je nekoč v bistvu imel ogromno enih ali svetovalcev ali tudi svojega nekega znanja, ki ga je potem zlorabil. In enako verjamem, da se dogaja tudi v političnih odločitvah lahko. Rusija je pa že tako, oni imajo tudi svoje šamanstvo, oni imajo v bistvu ogromno tudi enega tega starega znanja. In čist, glede na naravne ritme je bil trenutek, ko se je aktivirala v bistvu vojna, čist preveč dober izbran, da bi bilo to lahko naključje. In v tem trenutku je seveda sodeloval naravni princip Marsa, ki je povezan tudi lahko z vojnami. Ne samo z vojnami, ampak tudi lahko. Ja.
Kako pa lahko zlorabimo to znanje bolj na osebni ravni? Verjamem, da imate vi kakšen etični kodeks, kaj smete ljudem govoriti, kaj ne. Včasih slišim, da kdo komu reče, ti boš imel, ne vem, izgube, zbolel boš, imel boš nesrečo v ljubezni, ne, celo življenje. To verjetno ni džotiš, to ni etično. Tako, vsak, ki dela z ljudmi, ne sam astrološki svetovalec, ampak katerikoli terapevt, mora v bistvu imeti moralno-etični kodeks, tako tipi-topi postavljena, ne? To je osnova. Je pa treba razumeti, da džotiš ni napovedovanje prihodnosti, ampak je res pomoč pri tem, kako mi lahko tudi mogoče ene stvari spremenimo. Jaz ne pravim, da mi lahko vsako stvar spremenimo od danes na jutri, ko jo hočemo, ker pač ne funkcionirajo stvari tako. Ne? Mi smo vpeti v obrazce, vzorce delovanja. Džotiš karta v resnici govori o naši karmični popotnici. Ampak si veliko ljudi to karmo tako narobe predstavlja. Mislijo, da je to nekaj, kar prvič, da je to usoda, pa ni usoda. Beseda karma pomeni delovanje. Drugič pa, da v bistvu je to nekaj, kar se nam od zunaj zgodi. Ampak karma je v prvi vrsti, so naši notranji obrazci, vzorci, zavedni pa nezavedni. In mi smo tako zelo močno vpeti, v način, kako iz ene misli speljemo čustvo, iz čustva speljemo neko reakcijo, naredimo nekaj, to gre potem v neko prepričanje itd. To so najglobji te karmični vzorci. In vpeti smo v to in na podlagi tega se nam seveda in na podlagi ogromno naravnih ritmov, ki te stvari aktivirajo, se nam lahko določene stvari dogajajo. Ampak bistvo džotiša ni to, da bi jaz zdaj nekomu rekla, to se ti bo takrat pa takrat zgodilo in pa sem vsa srečna, ker se to v resnici zgodi. Ne, človeka je treba usmeriti v pozitivno spremembo. Jaz verjamem, da se pozitivna sprememba lahko zgodi, da ni toliko izziv vsak trenutek, da jo pa lahko naredimo samo, če imamo dovolj življenjske energije. Zato se mi zdi tudi ful pomemben človeku pomagati pri tem, kako poveča svojo življenjsko energijo. In absolutno, treba je imeti nek empatičen pristop, po mojem mnenju, ampak tako zelo zdravo prizemljena, ne preveč v luftu, kar je pa tudi velikrat lahko problem marsikjerih duhovnih znanj. Jaz sem bila pri tebi nekaj časa nazaj in mi je bilo najbolj to, ker imaš res tako praktične nasvete za vsakodnevno življenje. To ni neki lebdečga, ni neki v luftu. A veš, večina ljudi, ne bom rekla zdaj, da so vsi enaki, ker niso. Pa tudi ne delaš čisto vsakemu, pristopaš do človeka, ki je individuum. Ampak večino ljudi v resnici ne zanima, a ima on luno v raku, a ima on luno v levu, kje ima sonce. Tako malo je v bistvu ljudi, ki jih to tako tehnično zanima. Njih zanima, kako si poveča življenjsko energijo, njih zanima, ne vem, kaj narediti, da bo, ne vem, področje partnerstva, financ, zdravja se izboljšalo. In je treba na ta način pristopati do ljudi, ne samo razlagati, kje ima Merkurja, kje ima Marsa. To večini ljudi v končni fazi čisto nič ne koristi. Tako da jaz mislim, da je treba tudi demistificirati kjerkoli duhovna znanja in jih zelo prizemljeno naprej prenašati. Jaz to čutim, tako kot svoje poslanstvo, da na ta način delam tudi. A bi še kaj opozorila glede te novodobne duhovnosti? Ti še kaj? Veliko je, novodobna duhovnost je nekaj, kar meni ni najbolj ljubo, zato ker vidim, koliko je enih prvič zlorab, drugih koliko je napačne predstave, sploh kaj je to duhovno, koliko je v bistvu tako zvanih nekih gurujev, ki so, ne vem, svoja znanja dobili v enotedenskem tečaju in mislijo, da vse vejo in potem to predajajo ljudem naprej kot neko čudežno palčko, čudežno rešitev. In fora je v tem, da ko smo ljudje v stiski, je zelo težko se iskreno soočati z vsem, kar se znotraj nas dogaja. In potem imamo mi obrambne mehanizme.
Ti obrambni mehanizmi so zelo velikrat nezavedni. Velikrat je pa tudi to beg. Sej tudi potovanje je lahko beg. Tako kot je potovanje lahko beg, tako je lahko šport beg, tako je lahko tudi duhovnost beg. In zelo velikrat tudi je. Zelo velikrat tudi je. In zato je treba, je pa tako, sej razumem, mi moramo imeti neke obrambne mehanizme, moramo, treba ni, ampak ker se ful velikrat ne moramo soočati čisto vsako stvarjo, ker bi bilo overdose tudi na živčni sistem, čustveno-mentalni sistem. In zato tako si poje, malo bežimo. Ampak zato, ker ta samorefleksija, iskrena samorefleksija, iz katere se gre razbijati globoke notranje vzorce, obrazce delovanja, karma v resnici, je zelo velikrat boleča. In to je tisto, kar ljudje pa shendlamo samo eno količino te bolečine lahko naenkrat. Ja, niso to lepe in prijetne stvari in samo rogi in srčki. Ja, ne, sej ni. In ja, tudi potovanja so lahko beg. Ja, sigurno. Potovanja so lahko beg, lahko je beg vse živo. Vsako stvar lahko zlorabimo. Največkrat pa to počnemo seveda nezavedno. Ja. Tako da jaz absolutno pa sem, ne vem, jaz se spomnim, da sem se začela, da so me te stvari začele privlačati, ko se je moj sin rodil, in on bo zdaj 19 let star. In v teh 19 letih, iskreno sem probala ni stvari. Vse ene stvari so ustale, ene čutim, da so za mene ok, kakšne so za kakšnega drugega. Ampak to, kar sem dojela, je to, da prvič spremembo lahko delamo samo, če smo iskreno prizemljeni tukaj in sedaj. Torej ta prizemljenost je ključna. To, da spremembo lažje delamo, če res na vseh nivojih, to pomeni od telesnega, prehrane, čustveno, mentalno, dvigujemo svojo življenjsko energijo. In ponavadi so mi, tudi jaz sem šla marsikjermu strokovnjaku po pomoč, ampak ponavadi so mi, se je klik zgodil skozi res neka znanja, ki niso tako neki, ne vem, v enotedenskem tečaju pridobljena, ampak je nekaj, kar ima globino, kar ima v bistvu tako majhen daljšo časovno trajanje. Ja. Zdaj ljudje verjetno pridejo tudi velikrat v stiski k tebi, pa me zanima, jih pa tudi usmeriš kaj naprej, da si poiščejo dodatno pomoč, mogoče kakšno psihoterapijo, kaj tazga? Tudi, absolutno. Sploh se ne domišljam, da je lahko Jyotish tisti, kar je tukaj zdaj, pa bo lahko rešil vse, pa ne, to je samo pač eno izmed orodij. In ja, tako kot koga pošljem k kakšnemu zdravniku ali pa, ne vem, tradicionalni kitajski ajurvedi, če pač ocenim, da so težave na primer na področju, kjer bi to lahko pomagali. Tako tudi osebo dejansko usmerim k kakšni psihoterapevtski pomoči. Meni se to zdi krasno, iskreno. Ful je velik tabu še vedno vezan na čustvene težave, ampak čustvenih težav se je zdaj v zadnjih 2-3 letih toliko enih stvari v bistvu je butnalo navzven. Ljudje smo se mogli ustaviti, veš. Nismo mogli več zbežati od nečesa, in tukaj so se pokazale naše rane. In ja, absolutno mislim, da psihoterapija, ne vem, take in drugačne tehnike, stare, kvalitetne, pogosto usmeram koga, kam. Ja, zdaj, ko sem jaz odkrila Jyotish, meni je bilo to čisto fascinantno, kaj se to vse vidi v natalni karti. Meni je pa to tudi čista matematika logična. Matematika meni ni logična, Jyotish mi je logičen.
Zdaj ga tako občasno uporabljam še za, ko sem v kakšni situaciji, kakšen dogodek se zgodi, mi nekako pomaga, ne, to znanje. Se pa zavedam, da ne moreš, mislim, da moraš ti se to, ko si ti že govorila, da moraš speljati potem stvari v vsakodnevnem življenju, v odnosih, v tvojih čustvih in tako naprej. Tako da ja, mogoče me še zanima, kako pa ljudem svetuješ, da uporabijo ta znanja v vsakodnevnem življenju, da ne iščeš izgovorov. Zdaj imam pa jaz tam vozu v hiši partnerstva, tako da itak nima smisla. Nima smisla. Najprej to povem, da Jyotish v resnici je matematičen sistem, zelo dodelan matematičen sistem. Valjda ni samo matematika to in ni taka matematika, kot si jo mogoče ljudje predstavljajo, ampak gre za ogromno enih povezav. Ko moraš ponotraniti te povezave in ko ponotranjaš te povezave, pa se mogoče še znotraj, sploh če še povežeš z naravnimi principi, pa se dogajajo kliki. Ampak ja, jaz zelo konkretno probam ljudi v bistvu usmerjati. To pomeni, da tudi, če vidim, da oseba se nič ne giblje, se lahko pogovarjamo tudi 15-20 minut o tem, zakaj je pomembno, naprimer, da vključi kakšno jogo ali pa qigong ali pa klinično somatiko ali karkoli takega v svoje življenje. Če vidim, da je oseba, izrazito nemirna, tudi mentalno nemirna. Veliko časa namenam, da ji povem, zakaj je naprimer pomemben tiho meditacijo vključiti v vsak dan. Pa so tukaj konkretne usmeritve tudi glede obdobij, veliko je vprašanj o tem, kaj bi bilo dobro storiti. Tukaj je zelo pomembno zavedanje vsakega, ki dela Jyotish, torej da nikoli nismo mi tisti, ki odločamo. Torej veliko je takih vprašanj, zelo konkretnih, kaj naj naredimo. Mi lahko pogledamo preko naravnih ritmov, kaj je mogoče bolj uravnoteženo en trenutek, kdaj je boljš počakati, kdaj je boljš delovati, kdaj, mogoče res ena stvar ni v ravnotežju, pa jo je dobro spremeniti. Ampak nikoli nismo mi tisti, ki odloča. In to je treba tudi zelo jasno stranki povedati. Ker tudi ni prav, da katerakoli stranka, do kateregakoli terapevta pristopi na način, da bo on nekaj rešil na mestu osebe. Ker pač ne bo, Je pa tukaj, jaz dajem veliko konkretnih napotkov. Od osebnega zvoka, kako si zvoka mogoče pomagati, od osebne smeri v prostoru, ki nas podpira, do stvari povezane s prehrano, do tega, koliko so pomembne neke tehnike sproščanja, do mogoče kakšnega ugodnega obdobja, datumov, kdaj kaj delovati, kdaj ne. In pa seveda tudi poznamo v Jyotishu klasične preventive, upaje se jim reče, na podlagi katerih lahko določen energijski princip, ki je v nekem trenutku pri nas mogoče aktiven, v neravnovesju, harmoniziramo. Ja. To pomeni konkretno, naprimer, če je to vprašanje Marsa, ki bo tudi v letu 2023 zelo aktiven, je naprimer ena izmed upaj, lahko tudi, da naprimer na torek, ko je Marsov dan, naredimo nekaj za Marsovo populacijo, za gasilce, športnike, informirane ljudi itd. Predvsem je pa treba razumeti, da ta Mars ni zunaj nas, ali pa kjerkoli drug planet oziroma princip, ampak da je to nekaj, kar je v nas. In pa jo zaveščamo, počas, se lahko vidimo, opazujemo, spreminjamo. Tako, jaz mislim, da funkcionira v resnici sprememba najbolj takrat, ko se jo lotimo na več nivojih hkrati. Ja. Ok, zdaj pa greva kar na glavno vprašanje, ker mislim, da že vsi čakajo leto 2023. Kaj bo v ospredju, katere tematike, kaj se nam obeta? Povej nam vse, kar vidiš in veš o letu 2023. Ja, tega je zelo veliko, tako da sigurno ne bom povedala vsega, kar vidim, pa vem, zato ker ritmi so skozi aktivni, to se skozi prepletajo vsak dan, praktično vsak dan posebej. In tudi še nekaj, preden grem preko naravnih ritmov razložiti 2023,
bi rada povedala, da vsak od nas ima svojo karto natalno. In ljudje smo individuumi, in nekaj, kar velja za enega, ne bo veljalo za drugega. Tako da te splošni naravni ritmi so res samo neke take splošne usmeritve. Ne moramo reči, da je zdaj to kar da se bo vsakmu točno to dogajalo, pa nič drugače. Zato, ker je v Džotišu poznamo osebna individualna obdobja, vsak je v drugem obdobju. Tranziti so pa v resnici naravni ritmi, ki se nenehno premikajo in ki se dotikajo nečesa v nas, aktivirajo nekaj v nas. In čeprav te tranziti naravni ritmi so, kakršni so, se lahko pri vsakmu posamezniku dotaknejo čist na drugem področju neke lekcije, nekega učenja, lahko napredka, rasti, lahko tudi bolečine itd. Tako da to je tako. Treba se zavedati, da je dobro pristopati pa pogledati drugače tudi individualno, ne samo splošno. Ja, če pa pogledamo splošne naravne ritme, pa vidimo, da v leto 2023 vstopimo z 2 retrogradnostma, kar pomeni, ni nujno, da to karkoli posebnega pomeni, ampak vse nekaj nakazuje. In sicer ta trenutek je že retrograden, princip Marsa. 29. decembra se pa v svojo retrogradnost prestavi še Merkur. In to bo prva izmed 4 retrogradnosti principa Merkurja, ki se nas bo dotaknil v letu 2023. Prvo traja do 18. januarja. In hkrati to leto 2023 potem tudi zaključimo z retrogradnim Merkurjem. Ker ta zadnji retrogradni Merkur bo pa, mislim, da od 13. decembra pa do 2. januarja 2024. Zdaj pa tako, to samo po sebi spet, vsako leto je 3-krat ali pa 4-krat princip Merkurja retrograden. In včasih slišim ali pa tako vidim zapis, da zdaj konc retrogradnosti Merkurja, zdaj pa ni nujno, da je on za vse kriv, zdaj pa spet lahko mi prevzamemo odgovornost za težave. Ampak dejstvo je komunikacija, izrazna moč, trgovina, papirologija, diplomacija, vozila, promet, vse to je povezano z Merkurjem. Torej veliko enih stvari, ki nas obkroža, sploh v našem svetu, tudi nekega poslovanja, odnosov z ljudmi, je vezan na princip Merkurja. In se mi zdi, ko je Merkur retrograden, bi lahko vedno, ne zdaj samo v tem letu, vedno upoštevali 2 stvari. Da je včasih molk zlato in da imamo 2 ušes pa 1 usta, kar pomeni več poslušaj, mogoče manj govori. To je tako, to ne velja zdaj samo za leto 2023, ampak nasplošno vedno. Zato, ker je v obdobjih retrogradnega Merkurja ful velikokrat narobe slišimo. Merkur je povezan tudi s tem, z jasnim razločevanjem. Kaj je naše, kaj ni naše. Kaj je, eno čustvo bilo presredovano, kaj smo mi mogoče slišali. Zelo velikokrat lahko pride do napačnih predstav, do tega, da slišimo stvari drugače, kot so bile mogoče posredovane, ali da mi v resnici posredujemo stvari na neprimeren način. Zato je ful pomembno v retrogradnem Merkurju, majhen paziti, kako so stvari skomunicirane, malo kdaj pač se nam reka zadržati, saj je pomembno, da stvari skomuniciramo. Samo je tudi pomembno, da je ta prav čas, da je na ta prav način, da se zavedamo, kje je naša odgovornost, kje je pač ena druga odgovornost. Tako da to se mi zdi ful pomembna lekcija. In še nekaj se mi zdi ful pomemben, dezinformacije, ki jih je na netu ogromen. To so vse možne teorije zarot, to so take in drugačne, informacije, ki jih ljudje preko vseh možnih teh zunanjih kanalov kar pijejo v sebe, zato ker si želijo, rešitve, si želijo in
poslušajo, ne vem, en dnevnik, pa drug dnevnik, pa tam preberejo nekaj. In to je čist preveč v bistvu enih stvari, enih informacij, ki jih naš živčen sistem na dnevni ravni sploh lahko sprocesira. Tako da moj iskren nasvet bi bil, najbrž ne samo za 2023, najbrž za naprej, da dajmo se malo umakniti od vse, ne vem, od teh poplave informacij, ki jih lahko preko, da ne govorim o družabnih omrežjih, da ne govorim o, ne vem, o tem, kako so v bistvu te neke sploh težke zgodbe, težke informacije posredovane do nas. In zdaj, ali se zavedamo ali pa se ne zavedamo, to ful vpliva na našo energijo. Tisti, ki smo bolj senzibilni, ki smo bolj občutljivi, to tako ful zaznavamo. Ampak naš živčen sistem je preobremenjen. In kaj se poje dogaja? Poje imamo nemir, poje je povečane misli v glavi, povečan, kortizol, adrenalin itd. In potem mi ne moremo več odločitev za sebe, oziroma težje nam reka, da ne moremo sprejemati odločitev za sebe iz tistega miru vse, pa iz neke ta prave postavitve. In se mi zdi, da je leto 2023 super zato, če se bomo tega zavedali, da v bistvu gremo od poplave zunanjih informacij, sploh na takih in drugačnih teh družabnih omrežij, da gremo navznoter. Pa da ta prave informacije včasih dobimo takrat, ko ugasnemo televizijo ali pa telefon ali pa računalnik. Ker retrogradnost ne pomeni, ni nujno slaba. Valjda, vsak naraven princip, ki je retrograden, je močnejši po svojem delovanju. Zato lahko te stvari močneje čutimo. Ampak retrogradno pomeni ponavljanje, poglabljanje, popravljanje. Lahko, če se zavedamo tega. Tudi stvari vezane na našo komunikacijo. Komunikacijo sami sabo ali pa svetom, pač popravimo. To se mi zdi ena izmed lekcij v 2023. Lagre pa seveda tudi v drugo skrajnost, ki bo pa potem, Merkur, en kup enih informacij lahko pride do nas, ali pa jih mi damo, ki so v bistvu mogoče popačene, pa ne lih najbolj uravnotežene. Ampak Merkur je na telesnem nivoju povezan spet z živčnim sistemom. Živčni sistem, imunski sistem, zgornja dihala. Dajmo zdaj malo se umakniti, pa majhen v bistvu pač se obrniti navznoter, pa skomunicirati ene stvari mogoče na drugačen način, tudi sami sabo. Tudi seveda z drugimi. Delač od tega je treba komunicirati, treba stvari dati ven. Sam pač mogoče sta pravo osebo na ta prav način. To je ena izmed lekcij. Prej si omenila tudi, da bo veliki vpliv Marsa leta 2023. Torej, eno je ta ujetost, v narekovaju, ujetost 2023 med dve obdobji retrogradnega Merkurja. Smo si pa, po mojem mnenju, v bistvu vsi astrologi, tudi zahodni, kar v bistvu edini v tem, da v letu 2023 pa ima močen vpliv tudi princip Marsa. Že vstopimo v leto 2023 z retrogradnim Marsom in potem se pa dejansko zgodita dve pomembni stvari skozi Džotiš naravne ritme. In sicer, mislim, da od 10. maja do 30.6. je ta Mars, ki ne bo več retrograden takrat, ampak je Mars v stanju svojega velikega neravnovesja. To se ne zgodi vsako leto. To je ena stvar. Druga stvar pa je, kar se tudi ne zgodi vsako leto, se pa v začetku oktobra, mislim, da točno 4. oktobra, ampak že par dni prej je močno, pa tudi par dni kasneje močno, se pa v bistvu Mars sreča s principom Ketuja. Ketu pa je en del naše karmične osi. Zdaj treba razumeti ta princip Marsa. Mars je dinamičen, je aktiven, je hiter, je nagel, je ognjen, je strasten, je lahko pripirljiv, je lahko agresiven, je tudi športen, borben, tekmovalen duh. Sej Mars ni samo slab, sej imamo mi več ali manj
ta princip vsak od nas prisotno v sebi, tudi v telesu. Ampak to pomeni, da sploh v trenutkih neravnovesja tega principa je večja verjetnost za to, kar se je pa v resnici začelo že v 2022, to so v bistvu vojne, to so v resnici, govorimo o globalnem dogajanju, to so vojne. Tukaj zdaj ni samo vojna v Ukrajini, ampak je tudi to, kar se dogaja naprimer na Kosovu oziroma predvsej bolj v naši bližini. In ja, na globalnem nivoju v bistvu pa ta neravnovesja tega Marsa prej lahko zaostrujejo situacijo, kot pa jo rešijo. Torej, kaj se bo v resnici zgodilo, ne vemo, zato ker smo v ozadju vseh potez, ki se tudi v bistvu tukaj vlečajo, smo oziroma so ljudje, ki lahko tudi kakšne stvari v sebi spremenimo. Ampak ja, na globalnem nivoju je v bistvu to leto Marsa iz vidika vojen pa pač neravnovesja te agresij, povečano, je to lahko še bolj problematično. Zato je zelo pomemben, da spet vsak od nas se zaveda Marsovih obrazcev delovanja, ki jih ima znotraj sebe. Ja, Mars je hiter, Mars je nagu, Mars je nepotrpežljiv. In je treba nasprotne vrline probati aktivirati v svojem življenju. To pomeni, hiti počasi, upočasni se, ni treba vse takoj, ni treba vse hiter, ni treba vse v bistvu, ne vem, včeraj, lahko čez en teden, torej potrpežljivost. Ja, imeti v bistvu, sploh ljudje, ki imamo veliko v bistvu tega Marsa, energije Marsa v notranji strukturi, ozavestiti, da je v redu imeti ta nek borben duh, ampak da če si že po svojemu defaultu vseb bojevnik, potem si lahko tudi, tako kot je Coelho rekel, bojevnik luči. Saj ne moramo mi tega reči, da to ne obstaja, če obstaja, ampak lahko pa v bistvu lahko pa se upočasnimo, lahko dejansko svoje obrazce, kakšne zamere, jeze, nezavedne agresije, ko jo lahko obračamo tudi v, ne vem, toksično prijaznost, v narekovajih, da te stvari malo začnemo vse ozaveščati. In pa, ko bomo ozavestili, bomo počasi lahko spremenili. Zato se mi zdi ključno tudi neka tehnika globokega sproščanja. Pomembna tako, na dnevni ravni. Ja, glede na to, da Mars pač je prispodoba nekih ognjenih, impulzivnih čustev, se mi zdi, da tudi da se naučimo izražanja teh bolj ognjenih pa agresivnih čustev, ki jih vsi imamo. Ja, prav je, da izražamo na zdrav način. Tako, da se naučimo nek učinkovit način izražanja čustev. Tako, ja. No, moram pa reči, da nobeno leto ni tako črno-belo, in tudi leto 2023 ni črno-belo. Res je, torej vpeto je v 2 retrogradnosti Merkurja, zato bo to, kako poslušamo, pa kako komuniciramo, ful pomembno. Pa kako prevajamo zunanje informacije, ki jih dobimo. To je, po mojem mnenju, največja lekcija, kar se tiče Merkurja. Mars, neravnovesje tega Marsa, sploh, kot sem že rekla, v teh obdobjih, maj, juni in potem na jesen, torej začetek oktobra, zelo paziti na to, da smo bolj previdni, da kako izražamo tudi svoja jezna čustva, kako dejansko uravnotežamo to ognjeno energijo vse, da jo znamo v bistvu balansirati. Ampak po drugi strani je pa sploh v tem prvem delu leta 2023 se pa zgodi v bistvu eno srečanje spet 2 principov naravnih na nebu, ki se tudi, mislim, da se bo naslednjič zgodil čez 12-13 let ponovno, torej to ni nekaj, kar bi se kar vsako leto ponavljalo. In sicer na nebu se v svoji najvišji kvaliteti po sideralnem zodiaku srečata Venera pa Jupiter.
Ja, Jupiter v svojem znamenju in Venera egzaltirana, torej to je najvišja kvaliteta določenega naravnega principa. To se zgodi popolnoma 2. marca, 2., 3., ja, ampak se zelo približuje že 1., pa potem 3., tako da to ni zdaj samo en dan, ampak gre za naraven ritem, ki se približuje, vrh doseže čist začetek marca in potem se v bistvu počasi oddaljuje. Zato je v bistvu ta februar pa marca, torej konec januarja, februar, marc, začetek aprila do prve linije mrkov, ki se nam po sredi aprila zgodijo, je lahko izvrstno za širjenje kvalitet Jupitra pa Venere. Jupiter je znanje, je izobraževanje, je modrost. Jupiter je v ženski karti sinonim tudi za partnerstvo. Je povezan z obiljem, je povezan z blagostanjem, je povezan s širjenjem lahko tudi neke sreče in miru in radosti itd. In potem imamo zraven Venero najboljše kvalitete. Venera je ustvarjalen princip, je ženski princip, je ljubezen kot taka, je harmonija, je v bistvu vse, kar je živo, naravno, lepo, ustvarjeno, glasba, ples, dišave itd. Tako da je izvrstno obdobje, zato da postavimo lahko neke kvalitetne temelje, iz katerih mogoče v kasnejših obdobjih tega leta, ko bo majhen bolj ognjeno, lahko črpamo poj. Zato se mi zdi absolutno fajn v teh prvih mesecih, februar, sploh začetek marca, izkoristiti te zelo lepe in kvalitetne naravne ritme, ali za aktivacijo nečesa novega, ali za to, da sam znotraj sebe malo prebudimo to Venero, lahko žensko energijo, ustvarjalno energijo, produktivno energijo, ljubečo energijo. Tako. Kar zanimivo samo še to, ko bo Mars v svojem neravnovesju, mu bo Venera sledila. Na nebu bosta precej skupaj, ne čisto skupaj, ampak precej skupaj in spet. Bolj, ko bomo znali v tistih mogoče ognjenih obdobjih aktivirati naš notranji princip Venere, ki je bolj nežen, bolj miren, bolj ljubeč, ustvarjalen, bolj ženska energija, manj bo mogoče energija Marsa na negativen način rušila. Je pa resno, da kadar je Mars tako prisoten, so to lahko tudi kakšne naravne nesreče, to so lahko, požari, potresi, Mars je povezan tudi s takimi naravnimi nesrečami. Kako pa vidiš te krize, ki se zdaj dogajajo, energetska, prehrambena, draginja, ki se zdaj odvija, ali se to tudi kako kaže skozi planete v 2023? Ja, vse se lahko kaže skozi planete, v 2023. Jaz mislim, da ravno to, in tukaj je zdaj malo nasprotje. V 2023 vidno, po eni strani se ravno februarja, marca, ko se združita ta dva naravna principa, Jupiter pa Venera, se lahko odprejo vrata tudi k tem, da se v bistvu začne reševati prehransko blaginjo, energetsko blaginjo itd. Tako da to je zelo pozitiven vpliv, ki lahko v bistvu nakazuje začetek rešitve tega. Ampak glede na to, da pa je Mars potem tudi v jeseni aktiven in se združi s Ketujem, Ketuj je pa tako, da bi dvojnega Marsa dal zraven Marsa. Ketuj je nago, impulziven, tudi lahko agresiven, nenaden, zelo ognjen. In tukaj bi jaz rekla, da se te stvari, kar se tiče, zelo treba paziti takrat, da se na globalnem nivoju se lahko vojno stanje, ki je zaostri. Vse to pa lahko vpliva tudi ponovno na energetsko blaginjo, prehransko blaginjo itd. Tako da bi rekla, da krize ni še konec.
noč, ampak absolutno pa mislim, da imamo vsi vse toliko enih potencialov, da jaz bi rekla, da treba je vsak za sebe mora pogledati, kje, na kakšen način, ne, lahko ene stvari drugače postavi v svojem življenju, drugače vrednota, ne. Tukaj se mi zdi ključna samooskrba, čim več v bistvu biti povezan z samooskrbo, ne. Manj si odvisen od zunanjih dejavnikov. Se pravi, nekako, če povzamem zdaj leta 2023, da probamo vlagati več pozornosti, energije, nekako vase, v stran od vseh teh motečih dejavnikov, da skozi scrollamo po telefonu, po računalniku, ampak da malo bolj gledamo nekaj. V telefonu pa v računalniku ni rešitve, veš. Saj smo vsi na telefonu pa na računalniku, ne. Samo tako, da ni tega preveč, ne. Da znamo v resnici videti, da življenje ni tam v telefonu pa v računalniku, ne. Ampak da je v resnici v drugačnih odnosih in da je v resnici v tem, da znotraj sebe aktiviramo moč oziroma znanje. Ne. Zdaj prej si omenila, da bo za novo leto, letos imamo retrogradni Merkur, a imaš še kakšen napotek za Silvestro, da se, ne vem, če gremo kam, pejte 1 uro prej, dvakrat. Tak napotek je vedno. Ampak, se to se kakšni smejijo, ampak v resnici, čisto v resnici, Merkur je vedno z logističnimi, s prometom povezan, od letalskih do v bistvu transporta, do prometa na cesti. Ne. In v resnici je mnogo več nekih zapletov, mnogo več nekih zamud, mnogo več nekih težav v obdobju tega retrogradnega Merkurja. Tako da če greste kam v bistvu za novo leto, ne, če potujete kam, pač prvič več časa, drugič malo več pozornosti, ne, biti bolj prisoten v trenutku. Pogledati dvakrat, da si štedilnik ugasnil, likalnik za lase, ko bomo ženske si ravnale lase. Take zadeve. Pa da si v stiku z ljudmi ali pa z družbo, ki ti je blizu. Ne siliti v družbo ljudi, ki se mogoče ne počutiš dobro, ki veš, da se že tako rad skregaš, pa se boš pa še takrat skregal, zato ker ne vem, mogoče kdaj ne znaš reči ne. Moramo znati tudi reči ne. Moramo znati včasih tudi nečemu zunaj nas reči ne. Ali je to zdaj oseba, ali je to zdaj, ne vem, računalnik, ali je to zdaj neka tablica, ali telefon, ali kakorkoli. Ne. In je poj lahko manj konfliktov znotraj ali pa zunaj. Ne. Tako da ne hoditi, ne biti v družbi, ki si jo ne želite, ali pa ki ste na meji, da bi se že tako skregali, brez veze. To je sigurno nek znak, da se imaš rad, ne, da ne boš šel tja, ker veš, da se boš slabo počutil. Kaj pa novoletne zaobljube? A je čas retrogradnega Merkurja primeren čas za neke postavljanje novih ciljev, ali počakamo tiste 3 tedne, pa si pol sredi januarja raj postavljamo nove? Jaz nikoli nimam novoletnih zaobljub. Zato, ker če že moraš narediti neke zaobljube v tem času, ne, potem se to naredi na solstici. Torej, solstici zimski je točka, ko je sonce najnižje, vezano v bistvu na to našo severno poloblo, in ko se zopet začne svetloba rojevati. Torej, to je najdaljša noč, najkrajši dan. In če upoštevamo naravne ritme, po je solstici tisti, ki je resnično novo rojstvo oziroma nov začetek nekega solarnega ciklusa, solarnega kroga. Tako da energijsko bi rekla, da je to boljš, mislim, da v sredo narediti, torej na solstici kot na novo leto. Ker novo leto, pač nima v resnici povezave z nekimi naravnimi začetki.
Če pa že, a ne, ja, pa počakajte tudi, da se ta retrograden Merkur obrne. Res je, da so po zaključku tega retrogradnega Merkurja še eni naravni ritmi na nebu, kakšen teden niso najbolj ugodni, ampak konec januarja, februar, marc, takrat bo čas za realizacijo, aktivacijo, cilje, udejanjanje. Tako da jaz bi priporočila počakati na takrat. No. Ja, tudi kakšni večji nakupi, podpisovanje pomembnih pogodb, te stvari, tako, takrat niso najbolj idealne. Ne, zdajle ni najboljši čas za to. Torej, retrograden Merkur že tako nikoli ni dober za neke večje nove začetke. Ampak bolj za retrospektivo pogledati nazaj. Ponavljanje, popravljanje, poglabljanje, retrospektiva, tako. Bi pa še 2 stvari omenila, kar se tiče naravnih ritmov. Vsako leto imamo mrke. Ne? To so tudi eni izmed naravnih ritmov, ki so vsako leto. In letos so mrki 20.4. pa 5.5. Potem pa 14.10. pa 28.10. Na moj rojstni dan. V glavnem, to tudi ni dober čas za nove začetke. To tudi ni dober čas za nove začetke. Takrat se v karmično os ujame ta sonce, ujame luna. Lahko si tudi zopet paziti, kaj mislimo, kaj čutimo v tistem obdobju. Ni vse odraz realne situacije. Majhen več pozornosti v prometu, malo več pozornosti v tem, da tako smo bolj počasni, bolj v bistvu zavedni vsakega trenutka. In to obdobje, 3 dni pred mrkom, pred prvim mrkom in 3 dni po zadnjem mrku, to je ponavadi eno 3-tedensko obdobje, ni okej za nove začetke. Je v redu za poglabljanje, za obračanje navznoter. Ja, seveda, življenje teče. Mi živimo tudi takrat, ko so mrki, pa je retrograden Merkur. Ampak da bi pa lih takrat, ne vem, načrtovali nekaj res velikega novega, ne vem, poroko, podpis pomembne pogodbe, nakup stanovanja, menjavo avta, to se pa odsvetuje. Zakaj pa, jaz sem enkrat že prej se zmenila za avto in potem sem čakala, da je bilo konec retrogradnega Merkurja in potem sem šla po njega. Zmenila sem se pa že prej. A veš kaj? Kaj je zdaj začetek? To je zdaj ful pomembno vprašanje. Ampak tu gre predvsem za to, kdaj nekaj podpišeš. Ker se veš, mi si tudi sami sabo, v glavi si velikrat se menimo, pa velikrat se nekaj odločimo, pa velikrat nekaj začnemo. Ampak tako pri teh večjih stvarih je to ponavadi tako, takrat, ko podpišeš nekaj, karkoli že. Ali pa ko prvič spiš v stanovanju, ali pa ko, ne vem, si rečeš, da, pač na magistratu, na primer, tako, taki konkretni novi začetki, kjer ti tudi uradno nekaj obeležiš s svojim podpisom ali pa pomembnim obredom. Tako. Daj mi še povej, kako na te vpliva polna luna, mlaj, kakšen pomen daješ luni, oziroma kako razumeš vpliv lune. Mi na Sensi dajemo veliko, skozi spremljamo polne lune, mlaje. Ja, veš kaj, to luna ima ful močen vpliv na vse dogajanje. Jaz to zelo, zelo čutim. Jaz sem zelo senzibilen človek, ker pač tudi po džotišu utelešam to čandrico. Čandra je sanskrtski džotiš izraz za luno. Luna v našem telesu, veš, je luna povezana s čustvi, z mislimi, s hormonskim sistemom, železnim sistemom, limfnim sistemom. Vse tekočine v telesu so vezane na luno oziroma čandro. In ja, absolutno ful vpliva na ljudi. Valjda ne na vse enako. Na tiste osebe, ki so osebno povezane z luno, še bolj. Na osebe, ki so v luninem obdobju, lahko te stvari bolj čutijo. Bi pa tako rekla, prazna luna je čas, ko je treba se ustaviti, že kakšen dan pred prazno luno. Takrat smo lahko izpraznjeni. In takrat, ko je prazna luna, je fajn v bistvu ne iti čez svojo energijsko mejo, ampak se spet bolj obrniti navznoter, bolj v bistvu
zbirati energijo, zato da se jo potem, ko luna raste, lahko v bistvu manifestira navzven. Ko gledamo Muhurto je ugotavljanje dobrih novih začetkov, je eden izmed prvih dejavnikov, ki jih gledamo, to, da luna raste. Torej, ko luna raste, mi začenjamo stvari, ko luna pada, mi končujemo stvari. Ampak ni pa, prazna luna je čas v bistvu zbiranja, akumulacije energije. Polna luna po drugi strani lahko zelo kolerična, saj zato, ker vse prekipeva od energije. Ampak vseeno je ta čas pred polno luno lahko najbolj ploden oziroma ustvarjalen. Bi pa rekla, da tudi cel hormonski sistem, žlezno, limfni, je vezan na luno. Tudi ženske, sploh ženske, naprimer, ki so v predmenopavzi, menopavzi, nimajo menstruacije, lahko, oziroma je dobro, da spremljajo cikel lune. Ker je prazna luna tako kot v bistvu prvi dan menstruacije. In takrat bi se ženska mogla ustaviti, bi se mogla malo bolj obrniti navznoter. Ne pa, da gremo takrat laufati maratone ali pa na neke 10 pomembnih poslovnih sestankov. Tako da to upoštevanje cikla lune je ful v bistvu pomembno. Meni je tako zanimivo, ko sem šla po Džotišu v obdobje lune, ko si že prej omenila, v Džotišu imamo se prav različna obdobja, luna traja, mislim, da 10 let. In prav datumsko, ko se je meni začelo to obdobje in začela name luna ful bolj vplivati. Pa ne bo zdaj kdo rekel, to zato, kaj veš. Jaz sem to gledala pol za nazaj, kdaj se je začelo takrat. Zdaj smo tudi malo težave s tesnobo, s paničnimi napadi in meni se je to takrat začela. Je tako zanimivo. Luna je ful senzibilna, luna je ful občutljiva, luna je povezana z miselno-čustvenim procesom v nas. Najprej misel, poje čustvo. In tukaj, to zelo lahko zaniha takrat, ko se človeku aktivira lunino obdobje. Pa ne v smislu, da zdaj nekaj od zunaj na tebe vpliva, ker bi to aktivira, ampak ta princip znotraj se je takrat bolj močno aktiviral v nas. Je pa luna, tako kot je, jaz tako pravim, tako kot je intuicija pa senzibilnost lahko dar, je lahko tudi prekletstvo. In tako se treba balansirati, biti senzibilen, biti intuitiven, ampak da te to v bistvu, sploh v svetu, vseh teh informacij, takih, kot sem rekla, ki so lahko težke ali pa dezinformacije, da to te lahko sam še bolj v bistvu vrže iz tira. Zato je sploh v luninem obdobju zelo treba paziti, da znamo postaviti mejo. V tem smislu, kaj je moje, kaj ni moje, kaj je zdravo, kaj ni zdravo. Koliko, ne vem, poročil lahko shendlam, da lahko dobro spim, naprimer. Tako. Ja, pa to se mi zdi tudi, da kaj pol radi ljudje rečemo, zdaj pa polna luna, zdaj sem pa spet tečna, pa jezna, pa nevoljna in kakorkoli že, da se zavedamo, da to so čustva, ki jih mi nosimo vse po svojemu telesu, da nekako v tistem času, ko je luna, se mi zdi, da ona samo to svojo silo, ki premika vodo, ki premika čustva, ti pokaže, kaj ti nosiš v sebi in s čim se ti čez cel mesec potem, čemu daš pozornost, katerim čustvom. Tako nekako je v bistvu neka zelo lahko naša učiteljica, ki nam pokaže, kaj nosimo. Meni se zdi, da je ful učiteljica, zato ker imamo vsi mi toliko enih čustvenih vsebin znotraj. In na to prazno, polno luno, to je samo močno izraženo, to, kar je že znotraj. Ni zdaj na novo to prišlo, ampak samo butnal ven. Tako je, ni luna kriva. Ni luna kriva. Pač imaš to v svojem nezavednem, pa sam pač... Tako kot ni Merkur kriv, pa tudi Mars ni kriv v resnici. Ampak to so energijski principi, ki so v nas. S čim zaključujeva ta pogovor? Se pravi, si optimistična za leto 2023? Lej, jaz sem optimistična, ampak mislim pa, da moramo imeti previdnost, da moramo biti previdni, da moramo znati vse, torej, da biti iskreni do sebe, poiskati, torej ozavestati to, kar
nekako je neravnovesno, mogoče sploh povezano s to Marsovo energijo in to probati malo bolj uravnoteženo spremeniti pa izraziti navzven v letu 2023. Ne. Absolutno pa mislim, da bo to lahko leto zelo dobrih sprememb pa priložnosti, če bomo le znali slišati, no, pa na ta prav trenutek biti aktivni, pa na ta prav trenutek biti manj aktivni oziroma navzven delovati, pa iti tudi navznoter. Ja, mislim, da živimo v zelo zanimivih časih, ki so tudi zelo, zelo naporni lahko, ampak mislim, da imamo ogromno enih možnosti, priložnosti, potencialov, da naredimo nekaj dobrega, ki jih mogoče naši predniki niso imeli. Ne. Tudi te informacije, ki jih je zdaj toliko, imaš tudi vmes zelo koristne informacije, ki jih lahko uporabiš, da z njimi nekaj narediš, da na sebi je ne, dobrega. To se pravi, najdete prave informacije iz njih. To je ful pomemben. Najdete prave informacije, sploh zato, ker je leto med 2 retrogradna Merkurja. Ne? In znati v bistvu prepoznati te dezinformacije in poj na ta prav trenutek delovati, znati se pa tudi ustaviti takrat, ko je treba. Ja. Hvala, Tina. Ja, z veseljem. Za tvoje interpretiranje planeta oziroma prevajanje tega džotiš jezika v nam bolj razumljiv jezik. Jaz ti želim veliko raziskovanja v letu 2023, tako navzven, da boš še naprej občudovala lepote tega planeta, kot seveda tudi navznoter, da boš občudovala te človeške globine. Ja, najlepša hvala. Enako seveda. In seveda tudi vam, gledalci, poslušalci, želim en miren prehod v novo leto. Hvala vsem, ki ste spremljali moje podcaste v tem letu in se vidimo, slišimo spet naslednje leto z novimi temami. Hvala in srečno.